Inspiracijski podcast za Majo Monroe. Pozdravljeni, dragi poslušalci, ponovno v Fine podcastu. Tokrat je z mano nihče drug kot MK. Pozdravljen. Hvala lepa. Kako se reče? Kaj je bila poved? Je bila zmislila konfeti prileteli. Ne, mislim, konfeto nimamo, zato ker resne umetnike, ko si ti, ne, Okay. imamo pa pač res veliko dobre volje in fine attitude, kot se reče. Ne. Odlično. Jaz se rad družim s takimi ljudmi. No, mi se tudi rad družimo s takimi ljudmi. Povej mi, kaj trenutno v tvojem trenutnem življenju je nekaj, na kar si najbolj ponosen? Na svoj odnos z svojo punco. Wow, ok. V bistvu sem ful dolgo časa si želel imeti taki odnos, ki ga zdaj imam. Upam, da se ne motim, ampak mislim, da smo zelo iskrena, da sva prijatelja in da si pomagava. In v bistvu je ful fajn imeti partnerko, ki je zelo dober tvoj prijatelj. Zdaj si zelo dobro temo odprl, kar takoj z mano, ne? In sicer, v bistvu je kar pomembno, da imaš dobrega partnerja vedno, ko delaš pač v nekem takem poklicu, vsakem poklicu sicer, ampak recimo, da poklic, ki ga ti opravljaš, oziroma to pot, ki si jo ti zbral, je vseeno polna nekih izzivov, borb s samim sabo in je ful cool, v bistvu, če imaš nekoga zadaj, ki to vse šteka. Predvsem jaz se mi zdi, da odpiram neka nova vrata. Veš, kaj mislim, moja pot ni bila na nek način že prej začrtana. Sploh ne v takem pogledu, ko jaz delam, pa sploh, da glasbena industrija se ful hitro spreminja. Z tem digitalizacijo in vsem so iz dneva v dan nove stvari. In pri Aidi je super to, da ona to razume. Skonektana je z mano že od nekdaj z muziko in predvsem me dovoljuje biti muzičar. Kaj to točno pomeni za naše poslušalce? To pomeni, da jaz sem glasbenik po poklicu. Torej jaz večino denarja zaslužim s tem, da imam koncerte. In to se ponavadi dogaja v vikendih, ko je Aida fraj pa je doma. Kar pomeni, da je treba imeti neki razumen odnos do tega, da me ni, ko je ona. Veš, kaj mislim? Tako, v bistvu je treba iti s tem, ne? Treba iti s tem, plus, ne vem, jaz dvomim, da bi imela še vedno skupaj, če bi ona bila proti temu, veš, kaj mislim? Ona je meni vse, jaz no ljubim, samo mi je tudi muzika vse na nek način. Seveda, to je v bistvu, se mi zdi, da na splošnem življenju rabimo na obeh področjih neki balans, ne? Se pravi, družina nas izpolnjuje, ampak težko ji dajemo, če se ne izpolnjujemo tudi Točno na drugem področju, ne, našem področju. Tako, ko pravi, ne moreš imeti rad drugih, če nimaš rad sebe, ne, tako, to se mi zdi. Kdaj si ti začutil v življenju, da hočeš delati muziko, oziroma še bolj natančno, da hočeš delati rap, ker rap je kar taka svoje vrstne, mislim. Mene so, ne bom rekel sili, ampak usmerjali v glasbeno šolo. Jaz sem igral klavir v glasbeni šoli, pa tudi pel sem solfeggio in podobno. In se hitro pogruntal, da nisem najboljši od svojih vrstnikov v tem. Ne? In sem iskal neko svojo nišo, predvsem pa sem si želel sam ustvarjati muziko, imeti nek, kako bomo temu rekli, roke nad kreativnim procesom. Veš, kaj mislim, torej, da vem, kaj delam, oziroma se sam odločam, kaj počnem. In tistega leta, ko se je to vse dogajalo z glasbeno, pa ko mi je šla glasbena že malo na živce, je v bistvu Snoop Dogg izdal album. Ok, prelomni trenutek. Tako, v bistvu leta 96 je bilo to, se spomnim. In ko sem tisto čul, več nismo nehali. Takrat sem še prvi računalnik dobil, pa smo en software, kjer smo lahko bite delali, hip-hop, EJ, tako da se je ful stvari naenkrat poklopilo, da sem se v bistvu zelo hitro pri 12 že odločil, da bi jaz res rad repal. Oziroma pri 15 se opravičujem, pri 15. Ja. No, ampak v bistvu to je zelo, zelo zgodaj. 20 let nazaj. In od takrat v bistvu si kar uspel ostati na tej poti, ki je polna nekih preprek, se mi zdi, v sodobnem svetu, v katerem živimo. Ful dosti ljudi, ki v štartu ni verjelo, da mi bo ratalo v tem, ne, se je vmes že spreobrnilo, ne, in je na nek način to še večji zagon za to, da delam to, kar delam prav. Zraven tega je itak ekipa prijateljev, ki to isto počnejo, oziroma poklicni kolegi, ki mi daje, recimo potrjuje, da dobro delam, ne, veš, kaj mislim, je to še večja motivacija. Najbolj pomembno pa, zakaj že to tako dolgo delam, ker z leta v leto vidim pač napredek v tem, ne, pač
zavestno študiram, kje bi lahko podrli novo mejo. Recimo. Kaj pa je recimo to, da vidiš, ko rečeš, vidim napredek? Kaj je za tebe napredek? Napredek je predvsem prvo to, da je ekipa srečnejša, finance, pa vedno večji špili. Oziroma, obstajajo neki koncerti, ki sem si jih leta in leta želel igrati. Recimo lani mi je na Ištekane uspelo priti na Val 202. In to sem si par let želel in to je za mene recimo napredek. Da te v bistvu sami povabijo. Pa jaz nisem taki, ki bi se sam ponujal. Veš kaj mislim, ne pičam za neke full koncertov. Večina ljudi mene pokliče in s tem, ko me pokliče, spet ena potrditev, da delamo dobro. V bistvu še toliko večja potrditev, ker če ti sam v bistvu se ne ponujaš in te pol vseeno pokličejo, se mi zdi res to doldani uspeh. Največ teje to, ne, veš. Saj, dosti artistov ima frende, pa neke menedžere oziroma sodelavce, ki jim zrihtajo špile. Veš, mi pa, ne bom rekel, da si dobenega špila ne zrihtamo, večino špilov, ki jih imamo, nas ljudje povabijo. Ja, mislim, to je pol res ta nivo, ko lahko rečeš, to je moja pot, živim od tega in to bom delal do konca življenja. Vprašanje, če bom delal do konca življenja. Ja, to pa je spet druga. V bistvu sva zdaj kar odprla spet drugo življenjsko tematiko, ne. Se mi zdi, da ne vem, ali je to pač reperska lastnost, ali je to lastnost vseh umetnikov, ampak kdaj si mogoče prišel do spoznanja, ali pa si skozi tak živel, da ničesar ne moremo zares planirati, da je vse v tem trenutku? Mislim, ene stvari lahko planiraš, kot je razriz albuma, ampak fora je, da se ti lahko, moraš biti pričakovati, da se ti lahko porušijo stvari, da se plani ne bojo izpeljali tako, ko si jih ti zastavil. Jaz sem že dolgo nazaj si rekel, da je nič ni fiks, da je vse spremenljivo in ne pričakujem od ljudi, da bojo nekaj naredili, oziroma sam poskrbim za te stvari. Zato tudi so potem, včasih je slabo to, ker imaš preveč stvari za narediti, ampak če si bolj hands-on, veš, kaj se dogaja. Zdaj sem začel malo delo deliti okoli. V enem trenutku se mi zdi, da moreš. V enem trenutku prerasteš. Jaz zdaj recimo ne folgam več vsega sam in si pač okoli sebe gradim ekipo ljudi, katerim lahko zaupam. Ampak to pa je tudi največji izziv, se mi zdi. To je največji izziv. Najti prave ljudi. Narediti ekipo, jo ohraniti srečno in jo motivirati je vrlina le redkih šefov. Ja, to je res. Ti drugače si tudi ustanovil založbo Woody's Band Records. Tako. Kaj je bil njen namen? Njen namen je bilo v bistvu v štartu povezati čim več reperjev iz cele Slovenije, ki niso prepoznavni. Mi smo bili takrat v bistvu fantje stari tam okoli 20 let, dobrih 20 let in smo z ekipo dosegli kar nekaj dobrih rezultatov. Velenčani, Mrigo Get, recimo iz Obale, Drill, pa taki so danes artisti, ki nekaj veljajo na sceni in bojo še leta veljali. To nam je bil cilj, v bistvu, narediti nek community in se sam, ki bo sam v bistvu ustvarjal svoje, ki bo ustvarjal mnenje publike. Veš, kaj ti hočem? Da niso mediji tisti, ampak da smo mi kot artist direktno v relaciji z poslušalcem. In s tem v bistvu imaš spet hands-on, ne? Spet imaš ta... Jaz sem skozi hands-on princip, ne? Veš, jaz recimo, če neke stvari ne razumem, se ne bom za njo okvarjal. To je ful smešno, ampak res ne da se mi, zato ker preveč časa bi porabil, da mi nekdo razloži, zakaj je to tako, pa ne da se mi z nekimi ljudmi v bistvu ful debatirati. To, kar delam, vem, zakaj se gre in čim krajši maili, tem boljše. Veš, kaj mislim? Ja. Ampak koliko opažam pač pri tebi, no, če recimo rečeva ta založba, pa potem zdaj tudi streamarnica.org, se pravi, cel čas skušaš na nek način tudi pomagati drugim oziroma odpirati neka vrata tudi za druge, torej ne samo za sebe. Je bilo vedno tak? Ali... Ja, vedno je bilo tak. Čeprav zdaj to vedno manj delam, ampak ne namerno, ampak ker mi samo čas ne dopušča. Prej sem imel enostavno dovolj časa, da se fokusiram tudi na druge, zdaj pa če hočem zrasti na ta nivo, ki si ga želim, se moram malo bolj sebi posvetiti. Samo zato se gre. Ne, da ne bi hotel pomagati, če vedno, če me kdo pokliče, z veseljem pomagam, ampak nimam več tega fokusa. Je pa to ful pomembno za, ne vem, recimo artista ali pa kogarkoli, da
nekaj drugega osreči, ker s tem v bistvu osreči samega Tako, sebe spet. Ne. ja. To je, mislim, še enkrat, če niso ljudje okoli tebe srečni, s katerimi se družiti, boš težko tudi sam In nima srečen. v bistvu dobenega pomena, da ustvarjaš, če potem ne prineseš s tem dobene sreče ali pa Točno to je, nekaj več. Ne. feedbacka dobiš, ne, da je bilo nekaj več, ja, da je imelo neki pomen. Ne. Motivirati jih je treba. Ne. Mislim, na nek način motiviraš svoje prijatelje oziroma tiste ljudi, ki ti pomagajo s tem, se mi zdi, ne. Da na nek način, da sam pokažem, kaj lahko dosežem, ne, ampak potem vseeno, ko odprem neka vrata in vseeno povem, tak smo to speljali. Ja, Probaj sam. To se mi zdi, da je še večja pomoč dan Še danes. boljše, seveda. Ko prej sem hotel vsem, za vse maile poslati, na vse radije, pa vsem delati promocije, pa vsem špile rihtati, zdaj pa jih v bistvu učim know-how. To je v bistvu dejansko tudi boljše, ne, ker... Ja, kak je že ona, veš, če si lačen, če za ribiče, veš To kaj? glih sem htela zdaj v mislih, Wicked ja, tuna. nauči ljudi, da si sami ujamejo Točno ribo, to. oziroma zdaj je že nek novi princip, ne, da v bistvu naučiš ljudi, da naučijo ljudi, da si lovijo ribo, tako se pa nikoli ne konča, Točno ne, to, dejansko. točno to. Vsak v nekem trenutku In skrbi finta je zase. še to, recimo, če nas več zna ribe loviti, ne, potem bo kdo drugi znal kako drugo ribo loviti, ki jo sam ne znaš, kar pomeni, da obstaja neki skozi učenje obstaja optimizacija procesov, ki privedejo do tega, da si bolj efikasen, hitreje in boljše narediš stvari. Kar pa tudi pomeni, da v enem trenutku pa spet pride v poštev eno tako tesno sodelovanje, ne? Ja. Deljenje idej in v bistvu ustvarjanje, ampak že z nekega nivoja, ne, se pravi. Jaz imam enega frenda, Vida, recimo Vid Turica, ki je tudi kitarist v mojem bendu Muzičari. In recimo, zdaj se družimo, recimo bolj konkretno 2 leti. Jaz zadnjih 2 letih nisem enega komada ni šel mimo njega. Veš, kaj mislim? Pa se zgodi tudi, da njemu kdaj kaj ni všeč, ne? Samo ful pomeni njegovo mnenje, veš. Pa imamo različna mnenja, ampak samo zato, da je stvar debate, da vem, kako ljudje drugi gledajo tudi na to. Ful mi to pomeni, res. Fajn je, mislim, zdaj smo spet v bistvu pri ekipi, ne, se pravi, fajn je imeti okoli sebe ljudi, ki te tudi v bistvu razumejo, jemljajo resno in na nek način so tudi sami na nekem nivoju, tako gledano v fohu, strokovno, da si lahko med sabo delite te stvari, ne. Fajn je imeti ljudi, ki nimajo prevelikega egota. Ful je pomembno tudi to, v bistvu, da se ljudje zavedajo svoje pozicije. Veš, kaj mislim, v vsej zgodbi noter, ne. Ne moramo vsi stati na odru v isti minuti, lahko pa zaslužimo vsi isti denar. Veš, kaj ti hočem povedati? Samo pač treba si je delo razdeliti. Ja, ampak to je kar izziv spet. V bistvu. To je, smo spet pri teh izzivih ekipe, ne? Ker ljudje, ko vstopajo v neke projekte, na začetku mogoče ne slišijo v bistvu tistega dogovora, ker ga nočejo slišati. Ja, a pa pričakujejo preveč, pa si ne zavedajo svoje vrednosti. Ne? Ja, ali pa odgovornost. Jaz imam to, ja, točno to. Jaz imam to... Zgubil sem ta sram, da ljudem povem v resnici, kaj si mislim. Zato, ker se mi zdi, da sem počasi časa odšteva in pač probam biti ful prijazen, ampak čim bolj direkten. To je moje načelo v teh biznis odnosih. Rekel si, da bi se rad dvignil na novi nivo. Kaj to pomeni konkretneje? Predvsem se gre tukaj za razumevanje, zakaj mi je uspelo, oziroma merjenje neke uspešnosti. Zdaj lahko bi šla v ful KPI, pa to je, veš, kaj mislim. Ostanimo... Ampak dajmo se normalno pogovarjati. Pač na nek način zavedanje tega, zakaj mi je uspelo in probanje tega dati mlajši generaciji, olajšati jim v bistvu kak priti, oziroma kakšen mindstate imeti za voljo tega, da ti uspe. Tako in razviti spet neki know-how, v bistvu, ki bom, mislim, tistim, ki ti sledijo nekako. Tako. Predvsem to, ja. Dajati dalje know-how, ja. To je. Ja, know-how. Kaj te če ima druga reči? Spet smo to, ja. En tvoj komad je, probaj razumeti. Meni je ta ful všeč, ker pač poudarjaš to, kako ljudje nekako morajo se zazreti vase in v bistvu ljubiti to, kar radi delajo. Ja, težko, mislim, takaj smo se zadnjič, tam so se pogovarjali na okrogli mizi, hodijo ljudje nekam 8 ur na dan, kjer ne radi hodijo. Mislim, saj jaz razumem, da so eni ljudje v situaciji, ker imajo otroke in jih morajo preživeti, pa vse to, ampak
pač treba je konstantno delati na tem, da si v čim bolj srečnem okolju. Vem, da je to za vse, vem, da je to zelo utopično, da to ni za vse izvedljivo, da govoriti to pa narediti to sta dve različni stvari, ampak vsaj misli morajo iti tja v to smer. Ne smeš se sprijazniti z okoliščinami, ki te ne osrečujejo. Ne smeš se sprijazniti, to se mi zdi najbolj pomembno. Res, tako kot si rekel, ni vedno možno takoj zdaj nekaj rešiti, ampak če se ne sprijazniš in non-stop iščeš pač to neko pot, se mi zdi, da bi jo mogel nekako najti. Ampak ravno ta sprijaznitev z nečim, kar ti ni ok, kar ti ni fajn, je mogoče tako malo past. Ja, točno to. Načrtuješ tudi novi album, kaj je sporočilo tega albuma, kaj je njegovo poslanstvo? Naslov albuma je, veš, kaj bi ti mogel, in sporočilo je, da moramo pri sebi prvo razčistiti, pred drugim govorimo, kaj bi morali početi. Zelo zanimivo, v bistvu rap je vedno neka taka provokacija, ampak taka, ki prebuja ljudi, ne? Ja, danes mogoče niti ne več toliko, včasih je bilo to, ampak ja, jaz še vedno gledam kot rap na neko formo, ki nekaj sporoča in hoče ljudem povedati in jih premakniti, tako da, ja, imaš prav. MK, mogoče za konec, če samo to, kaj bi predal našim poslušalcem življenjskega, kaj si se ti do zdaj na tej svoji poti, ki je v bistvu zelo uspešna, čeprav so bili tudi verjetno padci. No, zdaj sem se sicer spomnila še to, da si enkrat omenil, da pač bolj kot je bilo nekaj težko, bolj kot te je nekaj zabijalo, bolj si ti rinil z glavo skozi zid in ti je bilo boljše. Če mi kdorkoli reče, da nekaj ne morem, bom to ziher naredil. To je dejstvo, je pač noro. Govorimo o stvarih, ki so izvedljive, zdaj skočiti na luno, pa take valjda ne, ampak če mi reče težki, da ne bom nikoli več Mariboru nastopil, bom ziher nastopil še vedno Maribor. Ampak ja, spet so take stvari, ne jemljem si to preveč osebno k srcu, ne zamerim, veš, ampak probam razumeti, zakaj je sploh prišlo do te debate, kaj mi je človek hotel s tem povedati, ker večina ljudi, ko nekaj takega reče, so pod nekimi čustvi, veš kaj mislim, in če prespijo, potem bi verjetno na drugačen način povedali. In če zaključimo to, kaj si, oziroma če ti govorim na vprašanje, ki si me ga vprašala, mislim, da se morajo mladi naučiti na čim bolj prijazen način reči ne. Ja, prijaznost v bistvu. Prijaznost je itak ful. Ampak odločnost, istočasno, kombinacija. Točno to, moraš biti. Tega jaz nisem imel, recimo, če bi zdaj šel nazaj, kaj bi spremenil, ker sem si dosti vrat zaprl, zato ker sem bil preveč na ego tripa. Veš, kaj mislim? In dosti krat sem se preveč overwork, oziroma preveč sem delal, zato ker nisem znal reči ne. In danes se mi zdi, da ne smeš gledati samo na svojo korist, ampak moraš pa si najti čas za sebe. Tako, moraš pa nekako v bistvu vseeno ohraniti sebe skozi vse to. To je najbolj pomembno. Res, moraš se z veseljem zjutraj stati iz posle. Wow, ful dober zaključek, mislim, da je to za fajn zaključek. Vstanite se z veseljem iz postelje, ostanite fajn in hvala, da ste bili z nami. MK, hvala tebi, da ste z nami in ful fajn nadaljno pot ti želim. Hvala lepa. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.